Ob svetovnem dnevu varstva živali komentar dneva Anita Novak. 4. oktobra praznujemo Svetovni dan varstva živali. Mnogi si želimo, da ta dan ne bi bil samo 4. oktobra, temveč vsak dan v letu. Zakaj? Ker bi na ta način obvarovali mnoge živali pred grozljivim trpljenjem, ki jim ga človek po nepotrebnem povzroča. Nekaj najpomembnejših dejstev v zvezi s tem. Lovci vsako leto v gozdovih pobijajo več kot milijardo živali, v Sloveniji okoli 100 tisoč. Čeprav je dokazano, da je lov za naravo škodljiv in da narava lahko sama uravnava ravnovesje, kar dokazuje na primer kanton Ženeva, kjer je lov prepovedan že več kot 30 let in ni kakšnih posebnih problemov z ravnovesjem, država še naprej dovoljuje lov. Zaradi hobija nekaterih tečejo potoki krvi nedolžnih živali. Še hujši potoki krvi nedolžnih živih bitij tečejo v klavnicah, se vsako leto za prehrano ljudi po svetu pobijajo 45 milijard živali, v Sloveniji okoli 30 milijonov. Krave so zaprte v ozkih pregradah, v katerih se lahko komaj premikajo. Mnoge živali so še pri zavesti, ko jih klavec razpara, jim prereže goltanec in odžaga noge. Meso je tudi rizični faktor za mnoge civilizacijske bolezni, zaradi njih po svetu umira desetine milijonov ljudi. Meso kot produkt živinoreje izjemno uničuje tudi okolje, saj se pri proizvodnji mesa uporablja ogromno pesticidov, antibiotikov in hormonov, da ne omenjamo klimatskih sprememb, ker ima živinoreja eno izmed glavnih vlog, saj ima več emisij toplogrednih plinov kot celoten svetovni promet. Prav tako je še vedno mnogo drugih zlorab živali, na primer prevozi, razna tekmovanja, cirkusi in kruti poskusi na živalih. Zato v dobro živali in seveda tudi ljudi, Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice od oblasti zahteva, da odpravi lov, klavnice, poskuse na živalih, razstave in tekmovanja živali, cirkuse, trgovanje živalmi in drugo, kar je zloraba živali. V zaščito živali je nujno potrebno vključiti zlato pravilo, ki se glasi: kar ne želiš, da ti drugi storijo, ne storiti njim. V Sloveniji je prišel čas za revolucijo na področju zaščite živali. Živalim je potrebno dati svobodo. Čas je zrel. Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice vabi vse, ki želijo dati glas živalim, da se udeležijo mirnega protestnega shoda jutri ob 11. uri na Prešernovem trgu v Ljubljani. Ja, jaz sem pa šla onega pesa sosedu ga dol skate ne spustiti.